Lep pozdrav v podcastu Poslovni nasveti. Danes v bistvu začnemo serijo podkastov, ki jo bomo v sodelovanju z NLB-jem ustvarjali v naslednjih mesecih, v katerih želimo še posebej našim poslušalcem dati nekoliko več informacij in pa nasvetov, kako se znajti v svetu bančništva, ko seveda podjetja potrebujejo kredite in podobno. Tako da najprej lepo pozdravljam člana uprave NLB-ja, Andreja Lasiča, lep pozdrav. In pa seveda našega kolega, glavnega ekonomista na Gospodarski zbornici Bojana Ivanca. Lepo, da si se nam tudi ti pridružil. Pozdravljen. Kajti danes, se pravi v tej prvi epizodi te serije oddaj, bomo se ukvarjali mogoče malo z bolj širšo sliko. Potem v nadaljevanju, se pravi v naslednjih epizodah, pa bomo slišali konkretne primere, kje je banka NLB in na kakšen način pomagala posameznim podjetjem, da so lahko uresničili svoje cilje in morda za nekoga tudi svoje sanje. Pa bi začela morda kar z vami, gospod Tasič, z eno zelo splošno ugotovitvijo. Vemo, da imamo Slovenci na bankah, mislim, da je zdaj že več kot 25 milijard evrov depozitov, kar na nek način kaže na to, da smo ali tako zelo previdni, ne, in se ne upamo investirati, ali pa morda brez idej, brez ambicij, kako ta denar oplemenititi. Pa me zanima, kakšna je pa na drugi strani slika pri gospodarskih družbah, so tudi tako neinovativne pri teh svojih depozitih ali so morda bolj drzne? Ja, najlepša hvala za vprašanje, pa hvala za pričetek podcastov skupaj z Gospodarsko zbornico. Mislim, da je to eno ključnih vprašanj slovenske ekonomije nasploh in tudi kaže določeno stopnjo konzervativnosti tako Slovencev, kakor posledično slovenske ekonomije. Zakaj imamo večino svojih prihrankov ali v depozitih, kot ste omenili 25 milijard prebivalstva, približno 13 milijard gospodarstvo in relativno zelo malo, razen o nepremičninah, ki jih ima prebivalstvo v drugih naložbah, je posledica naše konzervativnosti, izkušenj iz preteklosti, relativno slabih, predvsem za časa finančne krize, in na drugi strani tudi pomanjkanja nekih potencialnih atraktivnih naložb. Ljubljanska borza je ena najmanjših, malo firm, ali so v 100% lasti tujih multinacionalk, ali pa relativno malo firm, ki bi bilo na borzi, ki bi delnica kotirala. En redkih primerov smo Krka, Petrol, zadnja 4 leta NLB, kjer se povpraševanje dviguje, predvsem z dobrim poslovanjem slovenskih firm, ampak mislim, da je to razlog na strani konzervativnosti, relativno malo izkušenj, pa še te so relativno slabe, in na drugi strani pa relativno malo potencijala za investiranje. Glede gospodarstva bi rekel, da je slika dokaj podobna. Tudi gospodarstvo je likvidnostno izredno močno, ima rekordno raven depozitov, kot sem omenil 13,5 milijard, kar je nekje v skladu tudi ali pa skoraj izravnan z krediti. Sprav zadolženost gospodarstva, slovenskem gospodarstvu je tudi približno na 13,5 milijardah, kar kaže na določeno, kar precej visoko stopnjo previdnosti, konzervativnosti. Upažamo vsaj zadnjih 10 let, 12 let pomanjkanje ambicioznosti pri investicijah in to je tudi posledica. Je pa na drugi strani, glede na, bi rekel, zadnjih 5 let konstantne krize, ki prihaja predvsem iz tujine, od covida, ukrajinska kriza, posledica ukrajinske krize, inflacija. Verjetno tudi ni toliko slabo, predvsem z tega, ker so pa s tem podjetja, svojo likvidnostjo, svojo robustnostjo bistveno bolj odporna na morebitne šoke, ki jih praktično zdaj dnevno doživlja.
Se to zanimivo, ne? Okay, človek seveda razume previdnost, glede na vse krize, ki so se nam zgodile, po drugi strani pa ste sami omenili, ne? Podjetja so bolj robustna, so bolj odporna, banke ste likvidne, bi vseeno pričakovali mogoče malce več drznosti, pa me zanima, ali sploh podjetja prihajajo do vas, imajo sploh ideje, ali pa morda nimajo dovolj pripravljenih idej, da bi šli potem konkretno v neke investicije. Morda je tudi tukaj težava. Verjetno je razlogov več. Jaz bi kot ključnega je absolutno ta konstantna kriza ali pa negotovost v poslovnem okolju v zadnjih letih. Drugi verjeten razlog je ta naša konzervativnost, ki je tudi posledica prejšnje finančne krize, ki se je zgodila 12 let nazaj, Lehmana, ki nas je kar močno udarila. Pred dvema je bilo precej firm prezadolženih, kar nekaj firm šlo v bankrot. Nazadnje smo sanirali skoraj polovico gospodarstva, pa verjetno 60-70% bančnega sistema, in ta zgodovinski spomin še imamo, da prekomerna zadolženost tudi ni zdrava in posebej za malo ekonomijo jo odpre precej visokim tveganjem iz tujine. Tako da sta te dva posledica, naslednja je absolutno posledica recesija, zdaj že mislim, da je drugo, tretje leto, ali pa upadanje gospodarske aktivnosti v naši največji partnerici Nemčiji, kar se pravi, stanje naročil se zmanjšuje in tudi predvsem zaradi vseh teh kriz, predvsem po covidu, zanesljivost knjige naročil pada, oziroma knjiga naročil se krajša in s tem so bolj previdni. In morda tudi naslednja, kar bi omenil, je prehod generacij. Slovenska ekonomija ima, jaz bi rekel, izjemno zdravo in izjemno močno substanco malih in srednjih podjetij. To so družinska podjetja, ki so nastala večina njih po osamosvojitvi, sprav 30-32 let nazaj, vendar zdaj te podjetniki prehajajo baby boom generacije, v 30 letih prehajajo imajo probleme z nasledstvom oziroma se ukvarjajo bolj z nasledstvom, kako firmi zagotoviti dolgoročno preživetje naslednje generacije, in s tem tudi manj razmišljaš o nekih ambicioznih širitvah ali pa investicijah. To je zanimiv aspekt, na katerega ne bi mogoče sam pomislil. Tudi na Gospodarski zbornici se veliko ukvarjamo s to problematiko nasledstva, ki je očitno pereča. Mogoče, Bojan, če lahko na tej točki vskočiš, kakšno je pa tvoje mnenje glede pripravljenosti gospodarstva na investicije? Ti imaš gotovo širšo sliko, ne samo za Slovenijo, ampak tudi globalno. Tako bom rekel, ta večja podjetja res imajo neke strateške investicijske programe in nekako se zavedajo, da tudi recimo, če so energetsko intenzivne, da zelena transformacija seveda odpira pot oziroma potrebo po investicijah. Nekako je zelo jasno, da se število razpoložljivih emisijskih kuponov bo sčasoma zniževalo, in ne glede na to, da zdaj v zadnjem letu upadajo podjetja, ki seveda se resno pripravljajo, vedo, da bo ta cena zelo verjetno višja v prihodnosti. To pomeni, da mora podjetja že danes razmišljati o projektih. Sploh, ker so to projekti povezani z umeščanjem v prostor. Ni problem tudi pri takih projektih samo financiranje. Problem je seveda tudi, da je dokumentacija ustrezno pripravljena, da lahko na drugi strani tudi sektor država prek različnih institucij, ki so vključene v podporo teh projektov, dovolj hitro obravnava te vloge. Tako da to je tudi delno, ki ga tudi mi na Gospodarski zbornici Slovenije kar zelo pogosto obravnavamo, pri čemer seveda tudi del evropske zakonodaje daje izzive tudi v bistvu v naši javni administraciji, ko implementira te različne, kako bi rekel, postopke. Tako da tukaj je res problem, dejansko dolgotrajni postopki. Mislim, da je tudi zelo podoben problem, tudi ko se pogovarjamo, zakaj imamo tako malo tujih neposrednih investicij, govorimo o greenfield investicijah. Mislim, da je bila Magna ena izmed zadnjih večjih, pa Lohnström, recimo, plastični elastomeri, drugače pa zelo malo imamo teh novih greenfield investicij. Največkrat je to investicija širitev neke proizvodnje ali pa nakup podjetja, pa njegova optimizacija. Na tem delu recimo nekako še pritegnemo del investicij, zelo takih greenfield pravih investicij imamo pa zelo malo. Sploh, če se primerjamo z regijo, kot je Srbija ali pa Bosna, Severna Makedonija, tam so res
To so naše države, ki so manj razvite kot nas, pa tudi verjemite mi, da kadrovski pool ni veliko močnejši kot pri nas, ampak dejansko nudijo v bistvu hitrejše postopke, bolj konkurenčno okolje. Seveda, jasno je tudi proizvodna cena je v tistih državah nekoliko nižja in tudi to verjetno ni naključje, da smo tam nekako naše največje ciljne izhodne investicije. Namreč tudi naša podjetja pri določenih programih seveda niso več konkurenčna v Sloveniji in seveda je legitimno, da potem selijo del proizvodnje tudi v te države in potem na tak način ohranjajo konkurenčnost vis-a-vis zahodnim partnerjem, kajti še vedno 2/3 nekako vsega tega, kar nekako izvozimo, prodamo na evropskih trgih. Tudi pogledal sem, kaj so v zadnjih 20 letih kaj spremenilo. Zanimivo, Sebastian, ni se prav veliko spremenilo, ta delež ostaja relativno stabilen, torej govorimo o dolgotrajnih poslovnih povezavah. Seveda pa podjetje lahko dobro dela samo toliko, kot tudi njegov glavni kupec in tukaj imamo del izzivov pri avtomobilski industriji, ki je zdaj nastal. In tukaj naša podjetja, tista, ki so samo osredotočena na avtomobilsko industrijo, imajo več izzivov. Sprašujejo se, do katere mere so te investicije še rentabilne in tukaj smo, mislim, na neki prelomnici, kjer se zadeve oziroma karte mešajo na novo, kjer v bistvu električna mobilnost res dejansko pomeni nekoliko manjšo moč dobaviteljev in pa tudi dosti več, kako bi rekel, generičnih proizvodov. To pa vse pomeni, da so te marže dosti nižje, kot so bile v preteklosti. Tako da tudi tukaj bo v bistvu naša podjetja bodo mogla najti neke nove tržne niše. Recimo smo še vedno zelo dobri pri določenih nišah, kot so proizvodnja avtodomov, tukaj imamo zelo visoko rast proizvodnje. Tako da imamo še določene kompetence, ki jih lahko iz avtomobilske industrije prenesemo na druge industrije, kajti prednost avtomobilske industrije, pa ne vem, če veš oziroma veste, kje je v temu, tukaj so v bistvu standardi, kako bi rekel, proizvodnje zelo visoki in certifikati in posledično podjetja, ki so se kadarkoli ukvarjala s to industrijo, lahko dosti lahko v bistvu prenesejo to svoje znanje tudi na druge industrije in nekako na osnovi svoje kakovosti in zanesljivosti potem dosegajo tudi dobre marže. Omeni se eno zadevo umeščanja v prostor. Ne si predstavljam, da za eno podjetje, ki namerava nekaj graditi in ko mu nekdo predoči, da bo moral 2 leti čakati na dovoljenja, se verjetno premisli. Prihajajo podjetja k vam tudi s takimi težavami, pomisleki, kakorkoli. Mislim, bi investiral, ampak glede na to, da se podjetje verjetno ne more privoščiti čakati, 2-3 leta, da se mu bo začela investicija vračati. Ne, absolutno umeščanje v prostor, pa predvsem fokus države, pa celotnega infrastrukturnega sistema ali pa institucionalnega sistema države, mislim, da je premalo usmerjen prav k temu, da bi fokusno pomagal družbam pri vseh pridobivanih dovoljenj. Mi smo prevzeli evropsko zakonodajo, kar je evropska zakonodaja, moramo si priznati, delana za velike države. Francija, Nemčija, Španija, Italija. Zdaj za toliko majhne, jaz vidim v bančnem sektorju, ki smo regulirani pod DCB-jem, pri nas se skoraj zdaj že vsak drugi zaposlen ukvarja z regulativo in ta regulativa je problematična, je izjemno zahtevna, treba razumeti. Je tako, kot sem rekel, narejena za multinacionalke, večje države in manjše države to bistveno težje absorbirajo. Oziroma znanje, ki ga imaš, ki ga lahko koncentriraš v eni srednji ali pa večji naši družbi v primerjavi z tujimi družbi, je dosti težje dobiti. Tukaj bi mogla, jaz mislim, celotni ta ekosistem, tukaj dajem tudi kritiko na banke in se zavezujem, da bomo razmišljali, kako ponuditi storitev, predvsem svetovanja v celi regiji, pridobivanje recimo evropskih sredstev in pa ustrezno in boljše in lažje zapirati finančne strukture. Tem zdaj prav mi smo pred novim strateškim planom, 7-letnim planom do 2030 in to bo ta svetovanje, sprav, da NLB kot regijska platforma dejansko postane platforma za celotni spektr podjetij, mala, srednja, velika, državni vlagatelji, kako jim res maksimalno pomagati pri tem. In tukaj tudi vidim lahko izjemno dobro možnost sodelovanja z gospodarsko zbornico in celotnim državnim aparatom. Kaj bi sam poudaril to, kar je gospod Ivanc malo prej rekel, Srbija, mislim, da je tukaj res naredila veliko korakov naprej, kar govori že sam podatek, da je
del, da je stopnja neposrednih tujih naložb per capita, sprav na prebivalca v Srbiji ena največjih na svetu, kar dejansko kaže usmerjenost celotne države prav v industrializacijo Srbije in tudi naše projekcije nažalost kažejo, da bo Srbija kot ekonomija prva dosegla v tej regiji približno 100 milijard GDP-ja. In jaz upam, da bomo tudi v Sloveniji šli tem korakom, sprav, da bojo določene panoge, regije imele neke prioritete in pa tudi lažje umeščanje v prostor. Jaz bi sam 2 strateške panoge za Slovenijo definitivno omenil, ker mislim, da moramo kot država pripraviti neke ambiciozne razvojne načrte, ki pokriva širši spekter. Eno je logistika v širšem smislu, ne govorim zdaj samo tir 2, drugi tir, ki ga bomo, to je samo nujno potrebno higienski minimum, da lahko zagotovimo, ampak logistika v širšem smislu z distribucijskimi centri in tako naprej. Na drugi strani turizem. Turizem mislim, da ima zaradi geostrateške lege, ne nazadnje lepote Slovenije, ki trdim, da je ena najlepših držav na svetu, posebej, če imamo alpski svet, primorski svet in panonski svet. Mislim, da nobena država na tako majhnem prostoru nima tako različnega ekosistema pa naravnega okolja. Mislim, da če že vsaj te 2 industrije maksimalno razvijamo in obe sta lahko dokaj trajnostne, če se pravilno lotimo, strateško lotimo, jaz mislim, da je lahko Slovenija naredi pomembne korake naprej. Da ne omenjam ostalih industrij, ki so izredno močne, avtoindustrija, farmacija in tako naprej. On si hotel še nekaj dodati? Ja, jaz bi samo dopolnitev tem besedam. Ne vem, koliko ljudi ve, ampak zelo veliko drame delamo o staranju prebivalstva, potencialno zmanjševanju. Po zadnjih 10 letih se dejansko je neto v Slovenijo priselilo 50 tisoč ljudi. Sicer priselilo se je zaradi potreb našega trga dela, posledično se je priselilo del tudi pač članov, ki so povezani s tem nosilcem delovne aktivnosti, ampak zakaj so se priselili? Niso se priselili samo zaradi zaslužka, priselili so se seveda tudi zaradi prijetnega okolja, zaradi tega, kar bi vseeno rekel, da pač smo relativno varna država, smo administrativno zelo kompleksni, po mojem tako kot stara Avstro-Ogrska, ampak na drugi strani pa neko stabilnost pa to posamezniku vseeno nudi. Torej, ne vem, koliko veste, kako je pač v drugih državah Zahodnega Balkana. Tam je res pogosto tako, ko se politika zamenja, se gre čisto do ničelne strukture menjati kadre. Tako, pri nas vseeno moramo priznati, na tem delu smo relativno bolj stabilni in to vseeno nudi v bistvu tudi tem ljudem, ki se priseljujejo, neko upanje v boljši jutri. In hkrati, kar je zelo zanimivo, kdo se priseljuje k nam, se pač to ni nobeno presenečenje, predvsem prebivalci Zahodnega Balkana, ampak v večji meri se bodo časoma tudi drugje. Tudi ta naša geografska bližina nam seveda tudi nudi to, da se bo verjetno tak zaposlen, ki dela mogoče v Bosni ali pa iz Srbije prihaja ali pa iz Kosova, je zelo velika verjetnost, da se bo odločil za Slovenijo, ne za Nemčijo ali pa Francijo, kajti zelo radi potem ti posamezniki se potem tudi vračajo domov k svojim družinam. Tako da z tega vidika geografije imamo tudi to prednost, da lahko nekako aktivno privabljamo tudi zaradi jezikovne podobnosti tudi ta del prebivalstva. Jaz bi samo dopolnil, jaz sem delal več kot 2/3 svoje poslovne kariere v mednarodnih bankah, delal z mnogo tujci, to, kar Bojan zdajle govori. Po mojem se premalo zavedamo v Sloveniji in to tudi izkoriščati kvaliteta življenja. Jaz mislim, da je razmerje med delom in privatnim življenjem, jaz mislim, da je še vedno na zelo visoki ravni. Varnost in vse, kar je pomembno za dobro in kvalitetno življenje. In spoznal mnogo tujcev, ki so prišli zelo kvalificirani, večina jih ni poznala, bodimo iskreni, kaj Slovenija, so imeli bolj to za neko tretjo razredno destinacijo, vendar ko so prišli, skoraj noben ni več hotel odideti. In to, mislim, to so to prav atributi Slovenije, geostrateška lega, varnost, kvaliteta življenja, da bi Slovenija mogla privabiti visoko kvalificirane, sposobne kadre, ker le tako bomo lahko, kar mislim, da je cilj gospodarske zbornice, dvignili dodano vrednost
in standard vseh, ker verjetno je to ključno za vse subjekte v tej ekonomiji, kvaliteto življenja vseh državljanov v Sloveniji. Na Gospodarski zbornici smo imeli že debate ravno na to temo, da bi morala država več vlagati v promocijo kakovosti življenja v Sloveniji, zato da bi pritegnila tujo delovno silo, ne glede, bom rekel, na kvalifikacijo, glede na to, da jo primanjkuje. In tukaj bi se navezal še na to vprašanje. Je tudi ta pomanjkanje, kronično pomanjkanje delovne sile nasploh tudi ovira pri manjšem investiranju podjetij? Mislim, verjetno težko je iti v neko širitev proizvodnje, če ne veš, ali boš imel potem na razpolago ljudi. Jaz tole nastavil. Seveda, moramo se tudi spomniti, za časa Magne, ko se tisti projekt umeščal v prostor, je bilo tudi v regiji zelo veliko strahu, pač podjetij, ki so že v regiji, do katere mere bo prišlo do odlivanja kadrov iz teh podjetij. Ker smo pač majhna država in tudi ta element seveda lahko hitro nekako pomeni nek izziv. Ampak na drugi strani, kako bi rekel, pri investicijah, ranga več kot 50 zaposlenih, je to res velik izziv, kako pridobiti te zaposlene. Tako da je do določene mere, bi jaz rekel, izziv. Hkrati v bistvu je izziv tudi, če govorimo res o specializiranih posameznikih iz regije. Namreč tako je pač v Sloveniji, imamo res zelo širokogrudno socialno državo, zelo relativno majhne dohodkovne razlike. Ginijev koeficient je drugi najnižji, mislim, da je samo Slovaška pred nami. Slabost tega pristopa pa žal je v tem, da smo pa manj konkurenčni za zelo izobražene kadre. In tukaj dejansko druge države v regiji iščejo neke rešitve, kljub temu, da bo mogoče kdo od nas rekel, da so začasne, kot recimo Hrvaška tukaj ponuja v bistvu tem mednarodnim strokovnjakom nekako olajšave pri dohodnini, če se pri njih zaposlijo, pri prispevkih, in tukaj nekako tekmujemo regionalno. In tukaj bi dejansko morali mi si najti neko novo tržno nišo, da bi lahko tudi te strokovnjake privabili. Namreč Hrvaška prodaja svojo zgodbo z pač zelo lepo državo, s turizmom, z Jadranom, to je lepa stvar, hkrati infrastrukturo so precej modernizirali, na drugi strani pa zdaj nudijo še določene davčne ugodnosti. In tukaj v bistvu mi zdaj konkuriramo z njimi, kajti vemo, ni več Schengena, Hrvaška je tudi v evru in dejansko kar nekaj regionalnih multinacionalk, ko se odloča za nek center, ima pač Hrvaško, 3,6 milijona ljudi in pa Slovenijo z 2 milijona ljudi z dobrimi prometnimi povezavami in tukaj dejansko neposredno tekmujemo s to državo. Ali si priznamo ali ne, sodelujemo z njimi, ampak tudi tekmujemo. Tako da tukaj bi želeli, da bi tudi politika našla neke rešitve, da bi tudi mi nekako privabili del tega kadra tudi v Slovenijo. Se pričujem samo, da dopolnim, pa mogoče se premalo zavedamo, da zdaj tudi z vstopom Hrvaške v Schengen pot iz Ljubljane do Zagreba je malo več kot 1 uro. Pot iz Novega mesta do Zagreba pa pol ure. Tako da to bo dejansko strateško verjetno demografija, bitka s kadri, največjih bitk, ker se vsaj po mojem resno premalo zavedamo. In glede investicij jaz moram pritrditi, če naprej ena normalna, kjerakoli proizvodna firma, ki ima obstoječo proizvodno linijo, ker dela gor x število ljudi, rečemo 100 ljudi, če želi podvojiti proizvodno, rabi za časa investicije podvojiti isto število ljudi, da ne ugasne novni. In imajo s tem velike izzive, ker predvsem za novo investicijo, ki je absolutno bolj digitalizirana, kjerkoli proizvodni obrat, kjerkoli sem bil, praktično ni več fizičnega dela, to so dejansko praktično vse roboti in rabiš izjemno kvalificiran kadar. Ti imaš proizvodne hale, ki so res ogromne, ki dela par ljudi noter, ampak ko ti uvajaš novo linijo, rabiš tisti trenutek dvojno število ljudi in to imajo težave. In nazadnje v gradbeništvu, če se spomnim, mislim, da je že zadnjih 5 let, za vsako resno ponudbo, če greš v investicijo, da ti kjerkoli gradbinec v Sloveniji pošlje ponudbo, moraš za ponudbo plačati, pa to odšteje, zato ker imajo toliko dela. Tako da je pomanjkanje kadrov je tudi eden izmed razlogov in nazadnje staranje. Sploh za našo banko povem, jaz sem zdaj te banke 11-12 leto mi teče, 11 let sem, ko sem prišel, je bilo nekaj čez 40 let, mislim, da 42, zdaj se približujemo poprečna starost 50, je skoraj 50 let. In to absolutno vpliva tudi na potenco
na razvoj in tako naprej. Absolutno so mlajši ljudje bistveno bolj ambiciozni, drzni, vse, kar pride z mladostjo. Če moče zaokrožimo to debato o razlogih, zakaj ni v Sloveniji več investicij, se moramo nujno dotakniti tudi obrestnih mer. Te so še vedno, vsaj evropske obrestne mere, še vedno visoke. Koliko recimo to, gospod Tasič, vpliva pri odločanju za investicije? Že želja centralne banke, regulatorjev je bila, da zniža potrošnjo, zniža investicije in posledično zniža inflacijo. To je bil namen, to je absolutno vpliva. Vendar, če gledamo zgodovinskega vidika, so obrestne mere še vedno, jaz mislim, da niso ključni razlog. Absolutno vplivajo, niso pa ključni razlog. Tudi pri investiciji ponavadi obrestna mera je zadnja postavka v stroškovnih postavkah. Že vračilo kredita bistveno bolj vpliva na likvidnost. Tako da jaz ne bi rekel, da je ključni, vpliva pa, in to je bila tudi želja regulatorja, da zaustavi inflacijo z zmanjšanjem tako potrošnje, kakor investicij. Mislim pa, da smo dosegli, vsaj tako je pričakovanje, tako je pričakovanje naše banke, neki vrh obrestnih mer. Tako da že letos pričakujemo, predvsem v drugi polovici leta, da se bodo začele obrestne mere postopoma zniževati in s tem tudi, predvsem pa v letu 2025, mislim, da se je tudi nemško gospodarstvo začelo izvijati iz recesije, ker je bilo že lansko leto in letošnje leto je tudi napovedana recesija oziroma nulta stopnja rasti, tako da bi bilo tudi malo več optimizma prišlo iz naše največje partnerice in potem bi tudi računam zagnalo investicije. Lahko pa vsem bi povedal, da naprimer, kar mi ponujamo v banki, stanovanjski krediti so tudi danes že med, bi rekel, od 3 do 4% fiksni, ni bistvene razlike, kakor je bilo 2-3 leta nazaj. Edin, kjer je pa bil šok, jaz mislim, da je zgodovinsko, verjetno jim bo Bojan potrdil, tako hitre rasti z -1 na +4, se je praktično zgodila zaradi zunanjih šokov, vojne, posledično energetske krize, tako hiter, se pa nismo mogli prilagoditi tudi mentalno na to izjemno hitro rast, ker mislim, da se še zgodovinsko nikoli ni tako zgodila, kakor se je v preteklem obdobju. Bojan, tvoje napovedi mogoče? Ja, jaz bi mogoče pri obrestnih merah še nekaj povedal, no? Kar bi rekel, da je zdaj drugače, če pogledamo zgodovino. Torej, mi smo imeli med letom 2015 do 2022 začetka leta negativni Euribor, kar je bil dejansko tudi, so bila srednja obrestna mera negativna. In posledično šele nekje od sredine 2022 je Euribor začel naraščati, močno je naraščal, prišel nekje blizu 4%, kjer je tudi danes. Zdaj, če pogledamo krivuljo pričakovanj, je bila ta pred 2 mesecema nekoliko bolj ambiciozna. Torej, pričakovalo se je, da bi Euribor prej upadel za prihodno obdobje kot pa danes. Zdaj nekako krivulja kaže, da naj bi do konca leta ta upadel nekje na 3,5%, v tem letu kasneje na okoli 3%. Tako da to so osrednja pričakovanja trga. Jaz konkretno tudi pri svoji napovedi menim, da bo v bistvu mogoče obrestna mera upada nekoliko počasneje, ampak zadeve moramo gledati vedno tudi v relaciji na inflacijo. Torej, če imamo inflacijo še vedno nekje med 2 in 3%, tudi obrestna mera pri tej višini niti ni tako problematična. Če bi pa govorili o deflaciji, torej da nimamo rasti cen v gospodarstvu in pa imamo Euribor okoli 4%, takrat pa menim, da bi to zaviralno delovalo na investicije. Tako da jaz tukaj mislim, da bo ECB zelo hitro sledila Fedu, Fed bo tudi kmalu začel z zniževanjem. Seveda, ampak vedno se lahko zgodi še kaj, kar ne moremo v danem trenutku predvideti. Jaz vseeno v danem trenutku vidim, da pač pri cenah energentov so relativno umirjene cene, nikoli pa ne moremo pač zelo zanesljivo trditi, kako se bo zgodilo. Ampak osrednja pričakovanja so, dezinflacija je močna, torej zniževanje obrestnih mer poteka skladno z pričakovanji oziroma celo nekoliko bolj in je nekako logično pričakovati, da bo vsaj od druge polovice leta ECB zniževalo srednjo obrestno mero, kar bo posledično seveda imelo vpliv tudi na nižji Euribor. In kot rečeno, pa je, kot je dr. Lasič rekel, jaz mislim, da je obrestna mera tokrat eksterna spremenljivka.
Tudi banke ne zaračunavajo zelo visoke kreditne prebitke na posojila, kajti podjetja, če so malo zadolžena, logično imajo nizke kreditne prebitke, zelo malo imamo podjetij, ki so močno zadolžena, da ne dobijo posojil. Hvala Bogu, glede tega imamo v Sloveniji zelo dobro izhodično stanje. Tako da z tega vidika bi jaz rekel, je to res potencial za rast. Pa je res problem naša mentaliteta, nasplošno Evropejcev, no, tako opažam. Optimizem pri Američanu je zelo hitro nekako možno vzbuditi ali ga pa zatreti zelo hitro. Medtem ko pri Evropi dejansko smo precej bolj konzervativni, tudi stopnja varčevanja je relativno visoka. Recimo kot zanimivost, v Nemčiji sem malo pogledal podatke, v zadnjih 10 letih se je prebivalstvo v Nemčiji povečalo za 5 milijonov. To je v bistvu vse dodatno, bi moralo prispevati k rasti domače potrošnje, ampak ni v takšni meri. Veste zakaj? Ker je dejansko stopnja varčevanja še vedno visoka, znaša 20%. Mislim, da je druga najvišja, za zanimivost, mislim, da najvišjo stopnjo varčevanja imajo gospodinjstva na Madžarskem. Potem je Nemčija. In v bistvu tukaj vidim še celo nekaj potenciala. Namreč tudi mislim, da v Nemčiji, ko se s časoma demografija spreminja v korist tujcev, kdo se bo bolj zadolžil? Tisti, ko želi priti do nepremičnine, do potrošnje. In to je tujec. Tako da tudi z tega vidika jaz mislim, da en pozitiven potencial potrošnje bo tudi tukaj prisoten, tudi iz te našega največjega gospodarstva. Pa še mogoče en podatek, ki bi ga omenil, že marca so vse določene podatke za Nemčijo precej izboljšali. Govorimo o IFO kazalcu, močno je narasel, tudi izvozna naročila so se močno povečala. Tudi avtomobilska industrija je pesimizem močno upadal. Tako da tukaj sem jaz pričakoval, če sem iskren, že januarja precejšen odboj. Pričakoval sem, da bodo cene zemeljskega plina tiste, ki bodo zelo hitro vplivale, ampak je bilo potrebno očitno še nekaj mesecev, da so nova naročila prišla s strani sveta do nemških proizvajalcev in to bo nekako v prihodnosti, v nadaljevanju leta pozitivno vplivalo tudi na slovensko gospodarstvo. Jaz lahko samo potrdim temu, kar je bilo. Na začetku tega podcasta smo dosti govorili o krizah in to, ampak napovedi in tudi umirjanje od inflacije, obrestnih mer, izboljšanje makroekonomskih kazalcev večine držav regije, predvsem smo zdaj govorili o Nemčiji, investicijski cikel, ki ga ima naša soseščina, Hrvaška, Bosna, Srbija, Makedonija. Mislim, da res lahko relativno z velikim optimizmom gledamo za naprej in probamo ta pozitivni naboj, odboj maksimalno izkoristiti. In kar bi jaz še dodal, kar mislim, da je izjemno, se tudi premalo zavedamo, konkurenčna prednost Slovenije je glih ta diverzifikacija. Sem omenil Ginijev koeficient, smo eni najboljših v Evropi, kar kaže kakorkoli na kvaliteto življenja, je pa diverzifikacija slovenske ekonomije, pa ena najvišjih, kaj mislim z diverzifikacijo slovenska ekonomija, ni odvisna od posameznih panog, posameznega trga in s tem, poleg nizke zadolženosti, diverzifikacija, mislim, da lahko res izjemno dobro odreagiramo na kakršnikoli šok. Na drugi strani pa tudi na vse priložnosti, ki smo se hitro prilagodimo kjerkoli v okolju in tukaj mislim, da res z ambicioznostjo, mislim, da bi mogel ta pozitivni naboj prihajati zdaj. Jaz upam, da se bo enkrat končala ta vojna v naši soseščini in Evropi in s tem stabilizacijo cen vseh energentov in nenazadnje se ruski pa ukrajinski trg ponovno odpreta, ker smo mi tradicionalno zelo močno prisotni, en velik pozitivni naboj, da to maksimalno izkoristimo. Kako bomo to izkoristili na nas? Oba sta omenjala Balkan, pa bi se malce preselili tja. NLB je regionalna banka, prisotni ste praktično na celotnem Balkanu. Pa me zanima, kakšna je tam slika. Nekaj sicer smo že slišali o tem poslovnem okolju na Balkanu. Predvsem pa me zanima, ugotavljali smo, da slovenska podjetja premalo investirajo, se premalo odločajo, morda se lažje odločajo za investicije na Balkanu. Kakšne so vaše izkušnje? Se lažje, ampak po mojem mnenju še bistveno premalo. Kar lahko povem, na Ljubljanskem sem res izjemno ponosen na skupino. Smo prva, druga ali pa tretja, vsekakor sistemska banka v vseh državah naše bivše Jugoslavije, razen Hrvaške. Strateški cilj banke in te uprave je, da tudi postavimo zastavico tam in jaz pričakujem, da se bo to v zelo kratkem času zgodilo, ker da ratamo resnično platforma slovenskega gospodarstva ali pa regijskega gospodarstva v celotnem Balkanu in to bo pa edina finančna inštitucija, kjer smo čisto v vseh državah
in da ratamo platforma. Kaj mislim s platformo? Da dejansko lahko pomagamo kjermukoli podjetniku od začetnega svetovanja pri investiciji do nazadnje plat zaposlenih, kreditov zaposlenih za stanovanja, sprav s celotno paleto storitev, to, kar nudimo v Sloveniji v kjerikoli državi. Tako da verjamem, da bi lahko slovenska podjetja to bolj izkoriščala, je pa kar nekaj res lepih projektov, ki jih imamo, ki smo jih tudi z veseljem spremljali. Tega tazga bi absolutno omenil vetrni park Krivačo, kjer gre za slovensko tudi investicijo v sodelovanju z srbskim partnerjem, kjer smo predvsem Slovenci dali svoje znanje, nenazadnje finančna sredstva, in to je 110 megavatna vetrni komplet, proizvodna zelene energije. Drugi tak zelo podoben projekt je na Kosovo. Kosovo je v tem trenutku še praktično v celoti odvisno od premoga in s tem našim projektom, ki smo ga podprli, Selac, je to 10% proizvodne elektrike v Kosovo, sprav bistven, še zmeraj majhen, ampak bistven premik v zelenitvi, s tem posledično tudi celotne ekonomije, ker če imaš kjerkoli stanovanje ali pa proizvodni proces, ki dobiva elektriko ali pa energijo iz črnih ali pa ne zelenih virov, si sam po sebi težko transformiraš, tako da je treba najprej to infrastrukturo transformirati. In morda zadnji je pa kot zanimivost zaradi usmerjenosti srbske ekonomije tudi proizvodno hrane, se pravi agriculture. Z proizvodno hrane je steklo njihova strateška surovina in po vojni v Ukrajini, ker večino stekla predvsem za navadne, ne cenovno nizke kozarce se je pridobilo iz Ukrajine, je slovensko podjetje Steklarna Hrastnik revitaliziralo z zelo močno našo pomočjo Steklarno Paračin, ki bo postala en glavnih proizvajalcev stekla za ta del sveta in bojo tudi v naslednjih v naslednjih letih investirali več 100 milijonov v posodobitev proizvodne stekla. Če eno pod vprašanje se mi je zdaj porodilo, medtem ko ste govorili, kako pomembno je biti regionalna banka. Mislim, danes imamo pač internetne banke, ki nimajo niti svojega sedeža, verjetno kredite ni težava dobiti pri nobeni banki. Si predstavljam, da je ravno to vaša prednost, da ste prisotni na terenu, da lahko tudi izven tega strogo bančnega kroga pomagate, svetujete svojim komitentom. Jaz mislim, da imajo internetne banke ali pa neobanke, kakor jih imenujemo, imajo neko tržno nišo v transakcijskih storitvah, pa predstavljajo obseg bančnega poslovanja relativno mali del. Transakcijske storitve, plačilni sistemi so se res absolutno v celi Evropi, praktično na celem svetu v celoti digitalizirali in je res potrebna količina, masa teh podatkov, da si lahko ti profitabilen. Prednost platforme pa prednost regijske banke pa je, in to so tudi raziskave ali pa ankete iz zelo razvitih držav, Nemčija, Francija, Anglija, denarja, ki pa sem bistvo bančništva, sploh depoziti, da lahko potem plasiraš v naložbe, tako prebivalstvo, stanovanjski krediti ali pa firm v njihov CAPEX, pa še vedno zaupali 90% njim nekoga, ki ga poznajo, ki lahko prideš, mu stisneš roko. Mislim, da zelo malo ljudi v Evropi, posebej pa v tem delu sveta, bi zaupali svoj denar, svoje prihranke, posebej Slovenci smo govorili o konzervativnosti, neki internetni banki, ki jo nikoli v življenju fizično ne vidiš. Tako jaz mislim, da tle imamo veliko prednost in prav na tem bomo gradili. Naša dnevna prisotnost z vsemi našimi strankami, imamo največjih mrež poslovalnic, izjemno močno mrežo poslovnih skrbnikov, ki skrbijo za vsako stranko. Vsaka stranka naša ima svojega poslovnega skrbnika, ki mu 24 ur na dan rešuje kakršne koli težave jih ima pri svojem poslovanju.
Bojan, morda imaš ti kak podatek, kako je z slovenskimi investicijami na Balkanu? Zelo natančen podatek. Mhm. 8,6 milijard je vrednost celotnih tujih neposrednih investicij slovenskih podjetij v tujini. Aha. Res je pa, da to so investicije, ki jih imajo tudi posamezniki. Tako da tukaj verjetno ne smemo upoštevati stanovanjskih nepremičnin Slovencev na hrvaški obali, katerih vrednost je 2,2 milijardi evrov. In če ne upoštevamo teh nepremičnin, pridemo zgolj do zneska 10% BDP-ja oziroma 6,2 milijardi. Ta znesek vrednosti tujih neposrednih investicij je zelo nizek za slovensko gospodarstvo in to dejansko pomeni, da imamo zgolj nekaj manjše število regionalnih multinacionalk, prav globalnih multinacionalk, po mojem vedenju, recimo, da imamo 3-4 podjetja, ki imajo proizvodne lokacije tako v Aziji, v Evropi, kot v Severni Ameriki. Večinoma pa pač imamo tiste večje podjetja, ki imamo, so regionalno prisotna in seveda na država Zahodnega Balkana, mimogrede imamo 2/3 celotnih tujih neposrednih investicij. Največja država, prejemnica slovenskih naložb je drugače Srbija, približno 1,6 milijarde evrov je vrednost investicij v Srbijo. Hrvaška je formalno sicer na prvem mestu zaradi preomenjenih nepremičnin, ampak brez upoštevanja tega učinka jih imamo tam za 800 milijonov, potem pa sledijo že Bosna in pa Severna Makedonija. Kot zanimivo, Severna Makedonija vrednost investicij je približno podobna, kot jih ima slovensko gospodarstvo v Rusiji, tako da zaradi tega vidimo, lahko primerjamo, do katere mere so te trgi res zelo pomembni za naše gospodarstvo. Tukaj pač je dejansko že zgodovinska povezanost Slovenije s tem delom seveda gospodarstva in hkrati pa na drugi strani je ambicija naših podjetij glede prodora na tuje trge relativno omejena, torej bolj kot ne naša podjetja so v dobaviteljskih verigah, zelo redko se pa sama nekako upajo nekako zapičiti svojo zastavico na nek nov trg, mogoče tudi z neko proizvodno lokacijo. Namreč res uspešna podjetja v tujini imajo še vedno neko lokalno proizvodnjo, večjo prisotnost, ne zgolj prodajno mrežo. To recimo je dober primer ravno Krke, ker ima recimo v Ruski federaciji status domačega proizvajalca in ker določa stabilnost in na dolgi rok seveda izjemno dobro poslovanje. Tukaj imamo v bistvu na nivoju ambicij še premalo takšnih podjetij in seveda, kaj je bistvo, kako bi rekel, NLB-ja, konec koncev pa tudi ostalih finančnih inštitucij, da seveda pri velikih poslih morajo podpirati to podjetje. In podpirajo ga zato, ker ga razumejo, ker vedo, kako posluje, sedaj že v teh okvirih, v tej regiji. Hkrati pa seveda veliki posli zahtevajo vrsto dodatnih finančnih storitev, kot so pozavarovanja, garancije, tukaj se potem vključi tudi SID banka, včasih tudi kakšne multinacionalne razvojne banke, kot so IBRD ali pa EIB, in nekako v konzorciju, seveda z našimi poslovnimi bankami, lahko potem podpremo ta vlaganja. Bolj je res izziv to, da so naša podjetja še vedno relativno konzervativna in premalo ambiciozna in tukaj bi jih lahko nekako finančni sektor tudi morda usmeril v kakšno naložbeno priložnost. Namreč tudi v tujini ni vedno v bistvu pametno iti za greenfield naložbo, včasih je smiselno prevzeti kakšnega konkurenta ali pa znotraj verige vrednosti svojega kupca, bodisi dobavitelja. In tukaj je vrsta priložnosti, ki nekako lahko finančni sektor ponudi tudi našim podjetjem. Absolutno, sam dodal bi, mislim, nimam v bistvu kaj dodati, sam pritrdil bi, da slovenska podjetja premalo izkoriščajo ta trg investicije, razen, kot smo rekli, če so najobsežnejše v nepremičnine na Hrvaškem in to predvsem fizičnih oseb. Mislim, da premalo izkoriščamo in mislim, da bi lahko bistveno bolj in kar lahko zagotovim NLB in lahko nudi maksimalno, ampak res maksimalno podporo od začetka do same izvedbe in financiranja letih investicij, v kjerkoli državi bivše Jugoslavije in predvsem dajmo, ker vsaj še ta generacija, ki je še danes aktivna, spravi generacija 50 ali pa 40 plus, se še dejansko spoštuje in ceni Slovenijo v tem regiji, ker imamo izjemno dober imidž Slovenci v tej regiji, verjetno bo pa mlajše generacije to vsakim dnem bolj pozabile in mislim, da je treba to zelo, zelo, zelo aktivno gojiti, prav ta imidž, ki ga imamo, ga še vedno imamo, da ga tudi bomo ohranili naprej. Ampak v prihodnje je dejstvo, da podjetja bodo morala investirati že zaradi zelenega prehoda, to jih sili tudi evropska regulativa. Vi se kot banka tudi profilirate v tem trajnostnem segmentu zelo.
Opažate na tem področju, da se nekaj dogaja, da se podjetja tega zavedajo, da že prihajajo z idejami, kako se trajnostno transformirati? Absolutno, ja. Predvsem, kar opažamo, kjer so izjemno napredni, kar se zelenega prehoda tiče, so predvsem izvozna podjetja na zahodne trge. Mislim, da že vsaj 5 let imajo to v svojih genih, ali pa že zelo dolgo. Mislim, da se izjemno prebuja celotni, zaradi sile razmer, dajmo si priznati, energetski sektor, zaradi pač pomanjkanja energentov, predvsem relativno pocen do ukrajinske vojne ruskega plina. Mislim, da se zdaj cela regija transformira in preobrazi in počasi transformira v bolj zeleno, trajnostno. Treba je še celotno infrastrukturno, sploh dalekovode, tukaj bojo ogromne investicije. Sem vesel, da je Slovenija začela. Mislim, da na leto investira več kot 200-300 milijonov v posodobitev mreže, ker danes, če imaš eno praktično na kjerkoli koncu Slovenije kakšno novo zeleno elektrarno, boš težko umestil. Zelo podobno je, pa se še ne dogaja, iskreno moram povedati, se še ne dogaja tak investicijski cikel v to infrastrukturo. Kar se pa tiče podjetij, je pa, jaz sem zelo vesel in tukaj je bilo res močno sodelovanje med našo banko, Združenjem bank Slovenije in GZS-jem, da probamo podjetja navaditi na ta zeleno poročanje. Jaz sem 30 let v bančništvu, najprej smo poznali samo rating, se pravi bilanco in kvaliteto bilance podjetij, se pravi rating firme. Potem smo se čez nekaj časa naučili konsolidirane bilance, dodali cash flowe. Po 11. septembru smo dodali KYC, ki je praktično to skoraj ista analiza kot finančna, zdaj pa še zelena analiza. Tako da ima zdaj vsako podjetje, od malega, srednjega, velikega, 3 ratinge pri kjerikoli finančni inštituciji, in to je nekak trend in zahteva in usmeritev Evropske unije in s tem tudi Evropske centralne banke. Tako da ja, to, kar sem omenil, mi imamo, zdaj smo pripravili skupen vprašalnik, kar smo vsaj v gospodarstvu omogočili, da je en vprašalnik, enoten vprašalnik. Tukaj je bilo res veliko dela tudi z GZS-em, zato da ima zdaj vsaka banka svojega, vsaka banka svoj način poročanja, tako da mislim, smo jim maksimalno olajšali in podjetjem tudi veliko pomagamo pri izobraževanju, tako da če je kakršnikoli problem, lahko pridemo in bomo pomagali tudi pri razumevanju načina poročanja. Ampak, kako smo prej ugotovili, slovenska ekonomija izvaža 60-70% GDP-ja in te že zelo močno vejo in so zelo močno vpeti v te tokove in trende. Čujemo, če samo eno pod vprašanje, ker nas posluša tudi manjša, srednja podjetja, ki morda tudi zaradi pomanjkanja resursov še niso tako veščane tega trajnostnega poročanja. Kaj dejansko pomeni za podjetje, da je že trajnostno usmerjeno? Recimo, ko pride k vam po kredit, zdaj zelo laično vprašal, ali pa zelo preprosto dobi zaradi tega manjše obrestne mere pri financiranju, ali kako se to kaže? Manjša in srednja podjetja bojo prek dobaviteljskih verig, če se ne bojo prilagodila, če ne bojo začele spremljati kvalitete svoje porabe energije, trajnosti te energije, zmanjševanje vseh emisij, predvsem CO2, če ne bojo začele spremljati, bojo najprej spadla iz verig. Predvsem dobaviteljskih, začel se pri največjih proizvajalcih in to se zdaj širi. NLB banka je pa pred časom, lansko leto, izdala 500 milijonsko zeleno namensko obveznico, s kjer smo in zagotavljamo firmam v tem prehodu bistveno ali pa bolj ugodno financiranje in nižje obrestne mere pri tem, zato ker tudi mi si želimo, nekje plan 2030 je, da bi imeli vsaj 20-30% svojih naložb v gospodarstvo zelenih oziroma trajnostnih. Včasih bomo morali zaokrožiti, ker je čas, ki smo si vzeli na razpolago, se izteka, pa bi morda se dotaknil še enega vidika, in sicer pomena pomoči države. Govorili smo o zelenih investicijah, tukaj, mogoče Bojan, bi tebe prosil, tukaj država bo morala na nek način pomagati, to gre vendarle za velike investicije, sicer
za letošnje leto že napovedujejo kar velik razpis, 42 milijonov za ta namen. Ampak kako ti, rekel, vidiš to relacijo, se pravi, do kolikšne mere bo morala vendarle država priskočiti na pomoč podjetjem, da se bodo trajnostno in zeleno transformirali? Najprej se moramo vprašati, kaj sploh država je. Tukaj dejansko država deluje posredno prek glavnih institucij, kot so SID banka, SPS, da dobi verjetno na svoji strani neke ugodne vire financirane se strani Evropske investicijske banke in seveda nekaterih drugih mednarodnih organizacij, in potem na podlagi tega seveda želi spodbuditi določene projekte. Podjetja, kot rečeno, imajo na voljo tudi poslovne banke, včasih je možna finančna konstrukcija, sodelovanje teh različnih virov financiranja, sploh če se gre za projekte, ki imajo zelo dolgoročnost. Na drugi strani pa seveda mislim, da res viri financiranja niti niso tako problematični. Podjetja imajo, mislim, da kar veliko množico izbire, bolj je res to pomembno, da se podjetje zna izračunati ekonomiko navedene rešitve in da dejansko upošteva, da je padec cen emisijskih kuponov začasnega značaja, da ne ekstrapolira ta ugodna gibanja o cenah energentov še naprej. Mislim, da bi bila to največja nevarnost, če gledamo naprej. Da rečemo, da je bila energetska kriza enkratni dejavnik, da se ne bo nikoli več zgodila. Mislim, da to ne gre se za to. Bi pa še mogoče en element dodal, ker je bilo zelo dobro izpostavljeno, zakaj sploh gremo s temi vprašalniki, kaj je sploh namen. Ali je to res prava zelena transformacija ali je to samo papirna? Jaz bom tako povedal. Jaz vidim določene mere tukaj tudi intence, da zaščitimo svoj evropski trg. Dejansko Evropska unija ni v bistvu zelo koherentna tvorba na vsakem delu, ampak na tem delu, kako bi rekel, samega trga, pa znamo z določenimi pravili igre omejiti, kdaj v bistvu določene tekmece, ki nekako nam predstavlja velike izzive globalno gledano. Vsaka večje gospodarstvo ima svoje specifike in tudi nam nekako ne omogočajo čisto prostih principov trga. Iz tega vidika vidim tudi spremembo pri tej regulaciji, tudi s tem namenom, da poskušamo nekako ohraniti svojo konkurenčnost oziroma zahtevati, da potem tuja podjetja, ki prodajajo na našem evropskem trgu, da spoštujejo pravila tako kot tista naša tukaj. In to mislim, da je tudi ključno sporočilo, zaradi tega bodo pač tudi MSP-ji mogli narediti domačo nalogo, se navaditi na ta vprašalnik, kljub temu, da jim bo to na začetku administrativno breme, mogoče bo na začetku potrebovali kakšnega svetovalca, ampak sčasoma je pravilno, da si začnejo te podatke pri sebi beležiti, poročati in tukaj je pač nek družbeni cilj, ki ga moramo vsi zasledovati. Tako jaz te zadeve razumem. Absolutno moramo sesti na ta vlak, da bomo ohranili to potentnost in izkoristili našo prednost pred ostalimi, tudi tujimi, se pravi izvenevropskimi dobavitelji, in ohranili to potentnost kot enega najbolj zanesljivih dobaviteljev marsikere industrije. In če res še zadnje vprašanje, ki se mi zdi predvsem tudi iz tega družbenega vidika pomembno. Veliko smo se pogovarjali, zakaj investicije, zakaj ne investicije, kje so razlogi, v kolikšni meri je pa vpliva na podjetje, pa na družbo, ne nazadnje tudi ambicioznost države. Se pravi, vemo, veliki investicijski oziroma infrastrukturni projekti zagotovo imajo pozitivne vplive na gospodarstvo, ampak verjetno tudi na to miselnost. Če je država ambiciozna pri svojih projektih, potem se bodo verjetno tudi podjetja lažje odločala, še posebej omenili ste recimo investicije v logistiko, distribucijski centri, to vse seveda spodbuja potem še nadaljnje investicije posameznih podjetij. Mogoče tukaj komentar obeh. Ja, jaz bi tako gledal za stvari. Dejansko je država vezano prek različnih institucij, tudi prek državnih podjetij, zelo veliko investirala v zadnjih 2-3 letih. Približno 4-5% BDP-ja. Toliko so naše državne investicije, to je mimogrede 50% več, kot je na nivoju EU. Seveda pa tukaj je specifika vezana na Slovenijo. Prvič, državnih investicij je bilo pred tem obdobjem relativno malo. Drugič, Slovenija še vedno neto prejemnica evropskih sredstev in govorimo o sredstvih iz pretekle finančne perspektive, ko je bil v bistvu faktor pridobivanja teh sredstev še vedno relativno visok. Potem so sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost. Potem imamo zelo veliko projektov vezanih na železniško infrastrukturo, ki dejansko nismo prav veliko vlagali notri.
Tako da tukaj je vrsto teh projektov, ki so nekako kulminirali v zadnjih 2-3 letih in je nekako gradbena operativa dejansko precej zasedena. In če na drugi strani hkrati imamo tukaj še podjetja, ki enako nekako planirajo povečati svoje proizvodnje, imamo v bistvu že malo izzivov, no, do katere mere je pač to mogoče neko ozko grlo v danem trenutku, da se določene investicije ne izvedejo. Tako da bom rekel, do določene mere si država in zasebni sektor tudi konkurirata za te resurse, bodimo pošteni, na drugi strani pa vseeno vidimo pritok zaposlenih v gradbeništvo, to pomeni, da trg deluje vsaj na tem delu, da dobivamo te ljudi, da lahko izvajajo ta gradbena dela. In pa, kar je pomembno, da so vse določene surovine pa energenti pocenili, to pomeni, da tudi te projekte zdaj podjetja lažje izvajajo in pač boljša ekonomika teh odločitev. Tako da mislim, da tudi ta učinek bo prisoten v zasebnem sektorju. Mimogrede pa, ko sem malo pogledal, koliko je zasebni sektor v Sloveniji investiral, ta podatek se meri najbolj glede na BDP, približno 11% BDP-ja in zasebni sektor v Sloveniji v zadnjih 10 letih investiral na nivoju EU recimo 2 odstotni točki več. Zdelo se ti bo zelo malo, ampak ne, 2 odstotni točki več pomeni, da bi Slovenija, če bi bila na EU povprečju, zasebni sektor vsako leto investiral za 1,2 milijardi več, kot dejansko je. Tako da gledano na to, jaz sem optimist. Mislim, da slej ko prej ta 10-letni zaostanek, da se bo zmanjšal, to posledično pomeni, da je vidim tudi pri zasebnem sektorju kar velike investicije v prihodnosti. Lahko samo potrdim, ampak ja, kar smo rekli, država bi mogla tudi ona povečati, predvsem tudi tako imenovanem zelenem prehodu, ki večinoma so to državni veliki infrastrukturni projekti. Zdaj, po zadnjih 10 letih praktično edini največji projekt je bil TIR 2, samo eden od večjih, še Karavanke, pa ne bi izgubljal besed, ker mislim, da so Avstrijci že 2 ali 3 leta nazaj jih prebili, koliko smo tukaj zaostajali z enih, tako je tukaj absolutno bo treba večja ambicija, seveda dala pa tudi zagon posledično gospodarstvu, ker praktično tudi pa so multiplikatorji vsake take infrastrukturne investicije države in predvsem da zagotovi dejansko trajnostno oskrbo z energijo celotnemu slovenskemu gospodarstvu. Jaz bi dodal samo še podatek, industrializacija slovenskega gospodarstva je procentualno ena največjih v Evropi. 20% GDP-ja je proizvodni sektor, povprečje v Evropi je 10%. Sploh, da zagotavljamo trajnost temu gospodarstvu in zanesljivost, bo absolutno potrebne velike investicije države. Žal so pa te, ki je glavni problem te investicije, so ponad zelo dolgoročne. Že umeščanje v prostor mnogo, kjer jih je par let, pa se mi izgradne investicije, par let se prav so vsaj med 3 do 7 let, kar presega mandat ene vlade in mislim, da je to tudi razlog, da se jih manj lotevamo. Zato je pa potreben splošni družbeni konsens, kaj so ključne panoge, investicije, ki presegajo mandat ene vlade in bi se jih mogli pa vsi držati in jih tudi izvajati. Jaz se zahvaljujem obema, da sta bila današnja gosta, predvsem vam, gospod Lasič, in pa seveda vaši banki, da ste vstopili v to partnerstvo z Gospodarsko zbornico in da boste tudi vnaprej nam pomagali širiti dobre prakse, koristne nasvete našim gledalcem, poslušalcem in seveda predvsem pa našim članom. Hvala lepa obema. Hvala tudi vam. Zadovoljstvo pa predvsem na naši strani. Hvala.